Predvolilna jutra na Kaprisu. V vaši družbi Žiga Rustja in Manca Hribovšek. Še eno volilno obdobje se je začelo, kandidature so že znane in s tem, da vam olajšamo delo pri obkroževanju, tudi imena posameznic in posameznikov s svojimi zgodbami in programi ponujemo na Radio Kapris. Danes se vam predstavlja Vasilij Žbogar in moram priznati eno stvar, da je kar malce čudno iz Vasko preklopiti na gospod Žbogar, kandidat za župana Izole. Kako se vi na to pripravljate? Jaz sem še zmeraj Vasko, kljub temu, da malo grem v neke druge vode. Počutim se dobro, počutim se kot takrat, ko sem jadral in prinašal domov medalje med ljudmi in tako sem zdaj med ljudmi in se počutim res fantastično in imam ta občutek, oziroma željo, da tisto, kar so meni ljudje do sedaj dali skozi šport, da probam nekako svojim trudom vrniti jim nazaj. Ste v bistvu dobitnik 3 olimpijskih medalj in sedaj želite postati župan Izole. Zakaj prav politiko? Kaj vas je res prignalo k temu, da greste v politiko? Moram reči, da je bila ta pot načrtna. Ko sem bil še v športu, sem bil po raznih komitejih, recimo en je bil ta Athlete Commission pri World Sailingu, in me je nekako ta politika privlačila na nek način, ker je čist nek druga sfera iz športa in jaz sem zelo rad izven tega comfort zona in ta realen svet politike mi je bil, me je zanimal. Zato sem tudi stopil v politiko v Izoli pred 4 leti, bil občinski svetnik, se nekaj naučil in vstopil sem prav z razlogom, da nekega dne, če bo prilika, bom probal nastopiti kot župan. Mi imamo en lep flashback, če želiš prisluhniti. Povem, da ni nič lepšega, biti toliko veselih ljudi skupaj. In z vašim navijanjem skozi celoten teden olimpijskih iger sem dobival samo več in več energije, zato sem tudi tako uspel. Hvala vam. To je, slišali smo posnetek zmagoslavnega prihoda v Izolo po olimpijskih igrah v Riju. Res je bilo neverjetno z vsemi zastavami, baklami, pa toliko ljudi na kupu, dejansko cela Izola. Ja, evo, pride solze v oči hitro. Čeprav sem rekel, da evo, moja športna pot je zaključena in želim ostati zapisan v Izoli samo kot dober športnik ali pa tudi nekdo, ki je nekaj naredil za Izolo. In ja, te ljudje so ta moja motivacija, da sem tukaj, kjer sem danes in da se potegujem za župana Izole. Koliko od teh ljudi, ki smo jih sedaj slišali, mislite, da bo obkrožilo vaše ime, torej 20. novembra na volitvah, in ali bodo to storili, ker ste ponos in veliko ime domače občine zaradi športa, ali pa dejansko mislite, da bodo obkrožili vaše ime zaradi dejanskega programa? Dobro, jaz mislim, da prvo naj me volijo kot človeka, kot Izolana, ki je iz športa si prinesel kar nekaj značilnosti, to je trdo delo, neka ciljena usmerjenost, neko poštenje v nek realen svet in upam, da bojo to ljudje prepoznali. Seveda pa ključ nekega županovanja je program in moram reči, tukaj smo bili drugačni kot doslej vsi drugi programi in drugi župani, tako da tukaj mislim, da smo naredili velik korak naprej in program bo predstavljen v torek 8. novembra v Izoli ob 7. Tako da vabim vse na predstavitev tega programa. Je pa ta program plod skoraj 4-mesečnega dela po Izoli z občani in občankami Izole, tako da je pisanje na kožo, je za njih in ga bomo tudi tako uresničili. V bistvu letos, pa ne samo letos, lahko rečemo, da so Izolani in Izolanke srce Izole in tudi same občine, medtem seveda tudi ribari in letos se je v Izolo vrnil ribiški praznik, po obisku sodeč ste ga Izolani močno pogrešali. Ste obiskali tudi vi mogoče ribiški praznik? Absolutno, jaz mislim, da se je dosti govorilo, kako bi naredili drugačnega ribiški praznik, da bi ga mogoče podaljšali, ampak vidi se, da ta tradicija
ribiška v Izoli mora ostati, tako kot treba delati na vseh tradicijah, ki jih ima Izola. In ribiški praznik je tradicionalen in ga imamo radi in naj tako tudi ostane. Lahko bi rekli, da že ki ste omenili tradicije, ena izmed tradicij Izole je bila tudi ambasada Gavioli. Zdaj zanima me, torej bi občina po vaše lahko kaj naredila za ohranitev ambasade Gavioli? Vemo, da zdaj to je preteklost, ampak je še vedno veliko prahu okrog te zgodbe. Ja, mi smo se takrat kot stranka PNI močno zauzemali, tudi kot svetniki močno zauzemali, da ambasada Gavioli ostane. Mislim, da je to vseeno neka konec koncev umetnina znotraj in dejansko ga je bilo škoda oziroma pač smo ga že izgubili, se že renovira v nekaj drugega. Mislim, da je bila tle ena velika izgubljena prilika. Mislim, da bi lahko bil tukaj tudi en krasen kulturni dom v sklopu Gaviolija, v sklopu te umetnine in celotne infrastrukture, ki je zraven, tako da definitivno ga bomo pogrešali. Cela Evropa ga je prepoznala Izolo skozi ta projekt oziroma to ambasado Gavioli. Tako da, ja, mislim, da je tukaj Izola izgubila eno priliko, ki bi jo lahko še nadaljevali. Ampak kaj bi lahko torej občina naredila za ohranitev te ambasade Gavioli? Torej, kaj bi, če bi vi bili župan, kaj bi naredili za ohranitev ambasade? To je podobno kot za Argolino ali pa Leddelnico. To so, rečemo tako, če bi gledal kot župan, so to neki strateška področja mesta, ki jih mora občina kupiti. Enostavno. Če nočemo, da je tu nek kapital, ki bo nam krojil mesto, enostavno to mora občina kupiti in potem lahko tudi občina odloči, kaj bo tukaj. To je enostavno. Če bomo to prodali nekomu drugemu, seveda bo imel vsak nek svoj interes. Če pa bo kupila občina, pa tudi če ostane za dlje časa tako, kot je, naj naslednje generacije mogoče odločijo, kaj in kaj se bo delo s tem prostorom. Ni nujno, da moramo mi v tem trenutku nekaj narediti, ampak jaz mislim, da izogli se bom primeru ambasade Gavioli s tem, da bo občina nakupila ta strateška območja. Ste kdaj bili v ambasadi Gavioli? Seveda od samega odprtja in potem še kasneje. Moram reči, da mi je vedno bilo prijetno, vedno smo se imeli lepo, uživali v tem, čeprav jaz nisem bil ljubitelj te zvrsti glasbe, ampak sem užival v res umetnini, ki je bila notri in je bila lepo narejena in žal mi je, da je ni več. Gremo za trenutek se odmakniti od politike in županovanja. Zanima me, s katero besedo bi odgovorili, če vam omenim eno drugo stvar, torej z eno besedo. Kaj vam pride na misel, ko vam rečem Izola? Srce. Zelenjavni trg oziroma tržnica? Želodec. Bomo sestavili človeka. Danilo Markočič? Župan. Okay. San Simon? Kopališče. Maja in Talin? Družina. Svoboda? Veselje. Rudi Bučar? Posebnež. Okay. Kaj pa beseda radio? Družba. Ostanemo pri radiju, v bistvu. Kakšno glasbo, že omenili ste, da pač očitno glasbe, kot se je predvajalo v ambasadi Gavioli, ne poslušate, ampak kakšno glasbo poslušate? Ne vem, če imate mogoče tudi Spotify, Apple Music, Deezer in te zadeve. Kaj ste konec koncev na zadnje poslušali? Tudi to? Vse zvrsti. Se mi zdi, da se malo skozi obdobja menjuje ta zvrst. Vse, jaz ne vem, od klasike do roka, odvisno, kako se počutim, realno odvisno, kako se počutim in dosti krat se peljem v valovih nekega radija v avtu, tako da od počutja. Na katerem večjem koncertu pa ste bili na zadnje? Na koncertu, to nisem. Robbie Williamsa v Milanu, to sem bil leta nazaj, to je bil zadnji koncert. Na kaj bi pa radi šli, pa še niste bili?
Jaz sem si vedno želel iti, in to pač se ne bo nikoli več uresničilo, Joe Cocker, sem imel tudi že karto, Queen, zdaj pa za naprej, pa dobro, en kup tašnih, ki bi šel, Vasco Rossi, tle priljubljeni doma, tudi Rudi Bučar. Občani so sicer zelo nezadovoljni in tega niti ne skrivajo. Tako ste zapisali na vašem Facebook profilu, na vaši Facebook strani. V minulih dneh ste izvajali posvetovanja z občani. Do kakšnih zaključkov ste prišli? Zaključke, ki je tudi program, bom predstavil, kot sem rekel, v ponedeljek. Je pa očitno, da Izola je lepa. Ljudje imajo radi Izolo, lepo se živi. Smo pa pozabili na tiste majhne zadeve, ki motijo Izolane vsak dan. Ali bo to popraviti pločnik, ali je to kakšna luč, ki ne dela. In mi smo mogoče vseh teh leti malo pozabili na občana in občanke in na njihove vsakodnevne probleme. In to skozi to raziskave in skozi te javne debate smo ugotovili, da prav to manjka. In na to je fokusiran naš program. Zato tudi slogan Izolani na prvem mestu. Je neko vodilo, ki bo bilo z mano v celotnem mandatu, če uspem biti izvoljen. V bistvu zdaj ste že omenili, da boste v torek 8. novembra predstavili program, ampak mi smo pri naših Instagram sledilcih smo naredili eno anketo in v bistvu se v največjih primerih odločajo ravno na osnovi programa. Pravijo, mogoče kakšno zadevico, kar veste na pamet, kar vam je kot ključna točka vašega programa, če lahko izpostavite že sedaj pred torkom. Torej, program je narejen tako, da so zahteve in želje Izolank in Izolanov in tudi rešitve. Tako da je kompleksen dokument. Med tem je stanovanjska problematika za mlade, tukaj je droga, tukaj je razmere, turizem in gospodarstvo, v kakšni Izoli si želijo občani živeti. Vse te stvari so notor v tem programu detaljno napisane, tako kot si občanke in občani želijo. Seveda zaledje, kmetijstvo, vse te stvari smo od občanov izvedli in jih bomo probali rešiti. Od leta 2013 imate odprt tudi svoj SP, promocija športnih dogodkov. Katere dogodke ste organizirali in predvsem, a bodo dogodki tisti, ki bodo vaše ključno vodilo? Absolutno. Športni dogodki v Izoli morajo biti, nekateri so odšli, sem tudi v Koper, radi bi jih vrnili nazaj, ker skozi dogodek je neka prepoznavnost mesta. Jaz imam svoj SP kot delavec v nekako športu, tako pri organizaciji eventov, kot so predvsem zdaj jadralni, Spring Cup, zdaj delamo nov projekt, je Slovenia Sailing Week, ki bo zajemal celotno obalo, tako da kar takšnih nekih projektov, ki jih more občina prepoznati in pomagati pri organizaciji. Tako da žal turistična sezona je kar kratka in zato, da se v mestu to nekaj dogaja, moramo skozi dogodke, ali so to v kulturi, ali so to v športu, maksimalno promovirati na nivoju občine in da občina pomaga pri organizaciji teh dogodkov, da se ne počutiš pri organizaciji sam, ker se mi zdi zdaj, da vse, kar nekdo proba organizirati, je tako in tako zelo težko, še posebej, če nimaš nekega organizacijskega odbora na nivoju občine, da to pomaga. To prej ste mislili verjetno na rokometno stvar, torej, ki se je preselila iz Izole v Koper in sicer na Eurofest? Točno. Okay. Mi smo... Jaz bi še nekaj mogoče vprašal ravno pri tem, ko smo pri dogodkih. Ne? V Izoli smo tudi večkrat slišali, da so dogodki, kot ste sami omenili, omejeni, sploh glede na uro. Ne? Tudi malo je takih, lahko rečemo, gostinskih lokalov, ki lahko še delajo neke dogodke. Tudi koncertov, konec koncev, kar ni bilo v sklopu javne prireditve, je bilo manj. Mogoče vi kot človek, ki se konec koncev z dogodki ukvarja, kako bi vi poleg tega, da bi kot župan najverjetneje k temu bili nekoliko bolj naklonjeni, kaj bi morali seveda v občini Izola s tem tudi spremeniti? Kaj je tisti ključ konec koncev, da se dogodki lahko omogočijo? Ključ, in to je tudi iz raziskave, ki smo jo naredili, je
kaj sploh občani in občanke želijo iz Izole. Ali bo to turistično mesto, ali bo to ribiško mesto, ali bomo ekspansivni turizem delali, ali bomo gospodarstvo. Tukaj je ključ. In v tem ključu je to, da bomo skozi in tudi v programu je to mogoče malo neodločeno, Izolani so neodločeni pri tem, nočejo večjega turizma. In tukaj moramo narediti dejansko eno raziskavo dobro, seveda po volitvah, in odločiti, kaj želimo mi v mestu. Ali hočemo mesto, center stanovanja najema turistom, ali hočemo občane. In na osnovi tega se potem vse to spremeni. Ali bo to živo mesto, ali bo to da se bo zapirali lokali ob 10, tako da je kar kompleksna zadeva. Ampak govora je vedno samo v Izoli, tudi v vaših besedah. Ne? Zelo malo ste omenili potem tudi kraje, ki spadajo pod občino Izola. Kaj pa tej kraji? Trenutno se v teh krajih zelo malo dogaja. Če pogledamo, imamo nek zadružni dom v Kortah, v Šaredu oziroma v Maliji, praktično so prazni. In mi moramo dati ljudem možnost, da nekaj organizirajo, nekaj delajo in ponavljam, občina mora tukaj največ pomagati pri organizaciji vsakega dogodka z nekim timom in da da maksimalno podporo, da se nekaj dogaja. Mi smo se tudi odpravili na ulice Izole in malo povprašali občani in občanke, kaj bi radi vprašali kandidata za župana. Imamo pripravljenih 10 vprašanj, tako da vas prosim, da si izberete 3 številke od 1 do 10. 3, 8 in 10. No, poiščemo številko 3. Tukaj je. Kaj mislijo s to marino, ki se samo širi in imamo tukaj čovnov že toliko, da je to neverjetno. In to se širi in širi. To je edino, kar ne da me moti, oni že vejo, vem, tudi je zaslužek za Izolo, ne? Ampak ni pa pravno. Tako. To je edino, kar je. Drugače pa lepo se ureja, lepo, ne vem, vse drugo lepo teče. Jaz sem s to problematiko kar precej soočen, glede na to, da imam tam klub, sem predsednik kluba Burja. Res je, jaz mislim, da v tako majhni marini, po zdaj s temi zaključenimi pomoli in privezi, ki bojo na voljo, zaračunano praktično okoli 1200 do 1300 plovil. To je prevelika obremenitev za tako majhno območje. Tukaj definitivno bo treba nekaj spremeniti. Tudi neka manjša tempirana bomba zna biti tukaj ekološka. Tako da mislim, da je preobremenjeno. To nekako bo treba spremeniti. Na kakšen način pa je to kar zelo zahtevno, ker čim je morje, čim je vključeno morje, potem je tudi država. In tu bo treba neko usklajevanje na državnem nivoju, da bomo lahko to nekaj spremenili. Več je idej, ampak realizacija pa je čisto nekaj drugega. Zato je tudi, če se vrnem nazaj, program moj narejen tako, da je tudi realiziran. Vse ostalo, kar ne morem obljubiti, nočem obljubljati, zato ker si nočem prevzeti te odgovornosti, da bom potem sam sebi se ne bom počutil dobro. No. Rekli smo številka 8, če se ne motim? Ja, 8 in 10, ne še? To je 8. Zdaj bojo uredili parkiranje za domačine, ki plačujemo dovolilnice, nimamo kje parkirati v Izoli. Problematika, to je ta dnevna problematika, ki sem že prej omenil v programu. Izolani si želijo parkirnih mest. Mislim, da ne samo, da si želijo parkirnih mest, ampak mislim, da je malo nesmiselno, da imamo v prvih linijah do vode parkirišča. Absolutno moramo narediti podzemna parkirišča, zato da bomo imeli občani možnost parkirati, ampak zopet se vračam nazaj, enkrat se moramo usesti in definirati, ali želimo v mestu občane in občanke, kar pomeni, moramo več parkirišč, več dostop, trgovine, ali hočemo imeti Izolo samo za turiste, pol pa je to zopet neka druga sfera. Tako da absolutno sem za to, da se iz Lonke umaknejo avti iz velikega trga, ampak ne v smislu, da ni več parkinga, ampak da se poveča parking pod zemljo. In še številka 10.
Za nas starejše ljudi je zelo lepa plaža od Delfina do San Simona, ampak je neurejena. Mislim, da bi bile kakšne normalne stopnice, da greš lepo notri, tole za se prijet pri strani, tako da to bi imela za njih, naj uredijo tisti del plaže. Ja, kot sem rekel prej, en del je vodni del, ki je zelo malo problematičen, posebej proti San Simonu, to je tudi kulturno zaščiteno in je težko karkoli tukaj urejati. Plaža pri Delfinu sicer je urejena in je od Delfina, hotela Delfin. Mislim pa, da če se bomo potrudili in nekako skupaj uredili te nove plaže od Izole do Kopra, da bomo mogoče potem starejši tudi imeli bolj dostopno morje, bolj urejeno, tako da tam naprej od same plaže Delfina pa do San Simona mislim, da se trenutno težko karkoli naredi, ker je prav tudi neki izkopi še iz rimskega obdobja, tako da žal tukaj bo težko karkoli narediti. V redu, približujemo se koncu. Še eno vprašanje. Kateri del občine Izole vam je najbolj in kateri najmanj všeč? Dobro, sigurno center mesta mi je najbolj všeč, te majhne ulice, 2-3 stanovanjski objekti, to so zgodovinskega trenutka in ko pogledaš iz Belvederja dol, je res lepa zaslikati Izola. Definitivno pa ta degradirana območja, kot so Argolina, kot so Ladjedelnica, kot je mogoče Podbelveder, da se te stvari nekako uredijo po meri občank in občanov. Na volilni dan morajo Izolanke in Izolani obkrožiti za Vasilija Žbogarja katero številko? Številko 3, kot 3 medalje. Tako je bilo to dogovorjeno. Super, najlepša hvala, gospod Žbogar, za vaš čas in seveda srečno tudi na volitvah. Srečno. Najlepša hvala. Predvolilna jutra na Kaprisu. Kapris, številka 1 na Obali.